Spoštovani predstavniki medijev, dobrodošli na današnji novinarski konferenci pred polfinalom lige Nova KBM. Kot verjetno že veste, se ta del tekmovanja začenja to soboto in sicer ob 18. uri s prvo tekmo med Krko in Helios Sansi. Ta tekma si bo moč pogledati tudi preko Šport TV-ja in pa v spletnem prenosu na KZS. Druga tekma bo sledila 2 uri kasneje, se pravi ob 20. uri, med Zlatorogom in Union Olimpijo bo ta tekma. Tekma pa bo v živo prenašana na TV Slovenija 2. V polfinalu bodo ekipe igrale na 2 dobljeni tekmi. Vse tekme polfinala in pa tudi kasnejšega finala bodo v TV prenosih. Lahko pa povemo še to, da v ligi za prvaka je bilo 30 tekem, od tega je bilo 70% v prenosih. V četrtfinalu je bilo teh tekem 9 od 10 in ta trend bomo seveda nadaljevali tudi v končnici. Z mano so danes vsi 4 trenerji ekip, ki so se uvrstili v polfinale. Morda začnemo kar s trenerjem Krke, Vladimir Anzulović. Vaša napoved pred polfinalom? Najprej čestitke za vsem udeležencem polfinala. Kakor smo videli, Liga KBM je bila zanimiva in kar neizvestna do konca. Tudi četvrtfinalni dvoboji su pokazali, da nobena ekipa ni mogla računati na sigurno zmago. Kar se tiče našega polfinalnega dvoboja s Heliosom, sigurno ne bomo podcenili ekipo Heliosa. Dokazali su da mogoče celo boljši igrajo, ko imajo zožano rotacijo. Prva tekma, pravim, popravnih izpitov ni, sezona se bliža koncu in vsaka napaka lahko, vsaka sproščenost je lahko kaznovana. Upam, da bomo zdravi dočekali tekmo, bili koncentrirani in dali se od sebe na igrišču. Hvala. Z nami je tudi trener Helios Sansa Jakša Vulić. Na zadnjih tekmah je imel precej okrnjen kader. Kako je pred polfinalom? Lijep pozdrav svima. Prije svega bih čestitao kolegama i njihovim timovima na plasmanu u polufinalu. Za nas je ovaj plasman veliki uspjeh, pa čestitam i svojim igračima zbog svih problema i zbog ove sužene rotacije što smo uspjeli doći u ovako jedno odabrano društvo. Što se tiče polufinalne serije, jasno je da je Krka veliki favorit. Dosta toga je na njihovoj strani, kvaliteta, duža klupa, iskustvo ako hoćete. Međutim, moji igrači su pokazali da igraju do zadnjega toma snage, igraju sa velikom energijom i ja očekujem da će tako nastaviti u ovoj polufinalnoj seriji. Naravno, ne pita se samo nas, igramo protiv jako kvalitetnog protivnika pa ćemo vidjeti što će nam to donijeti. Šta se tiče stanja u momčadi sa poškodbami, kolega Đikić zna reći, tu je stanje stabilno. Koji su ozlijeđeni i dalje su ozlijeđeni, tako da ostajemo na istom rosteru i ne možemo očekivati na nove igrače da ćemo se priključiti. Zlatorog je bil eden izmed 2 ekip poleg Krke, ki je v skozi četrtfinale prišel po 2 tekmah. Aleš Pipan, vaša napoved pred polfinalom? Tudi z moje strani lepo za vsem zbranim. Tudi moje strani čestitke mojim kolegom in želim tudi veliko sreče in uspehov v nadaljevanju. Ko smo že napovedali na tej tiskovni konferenci pred ligo za prvaka, zdaj smo se zbrali nazadnje, se je vse uresničilo, zanimiva liga, dokaj izenačena, nekih izrazitih favoritov ni bilo, dost interesantno do konca. To se je dogajalo tudi v četrtfinalnih dvobojih, kjer smo imeli pač nobena ekipa ni z neko lakoto
prišla v polfinale. Zdaj, ko smo enkrat v polfinalu, sigurno vsi ciljamo na še več. Se pravi, cilj je verjetno vsakemu naš športnik, da igramo finale. Tako tudi razmišljamo mi v Laškem, nobenega pritiska ni. Dobro se pripravljamo, kot na vsako drugo tekmo tega prvenstva. Vemo, kdo je Olimpija, kaj mislim, da se ekipi dobro poznata. Letos bomo to odigrali že, mislim, da 5. tekmo. Tako da nekih velikih skrivnosti ni. Upam, da bomo moji igralci zraje dočakali to polfinale, zaenkrat s tem nobenih problemov nimamo in da bodo reagirali na pravi način, dali se od sebe in nekako imamo prednost domačega igrišča in to prednost je treba izkoristiti. Hvala. Do polfinala je Union Olimpija izločila aktualnega prvaka Tajfuna. Gašper, vaša napoved pred polfinalom? Lep pozdrav tam skupaj tudi z moje strani. Čestitke vsem klubom in trenerjem, njihovim igralcem za uvrstitev v polfinale. Mislim, da so predhodniki moji praktično vse že povedali, tako da se bolj kot ne lahko samo ponovim tudi jaz. Sigurno ne bo nobena tekma lahka, to je pokazala zdaj celotna liga. Zlatorog je en dober nasprotnik, kot bi že Aleš omenil, imajo prednost domačega igrišča. Vse naša medsebojna srečanja, to so bila napeta zadnja do samega konca, tako da nas čaka ena zelo zahtevna naloga. Mi smo imeli veliko za opraviti že v četrtfinalu, tako da ne pričakujem nič drugačno nalogo v polfinalu, tako da bomo morali res vedeti najboljše, kar znamo. Upam, da čim bolj popolni zasedbi, če želimo računati na uspeh. Hvala. Zdaj pa mogoče kakšno vprašanje iz vaših vrst? To mene zanima, mogoče kar za vse. Koliko vas zdaj ta bega situacija glede Lige ABA pa vsega tega? Verjetno vsi imate 4 ambicije glede to Ligo ABA, kar mislim, da je zagotovljeno. Kako pa ostali 3, kako gledate na vse skupaj? Ja vam teško mogu reći o ambicijama kluba. Trenutno je situacija koju unatar 2 mjeseca u nekom prelaznom periodu znate kakva je situacija sa ovim generalnim sponzorom, tako da smo mi možda u odnosu na druge klubove pokazali do sad možda i ne toliko izražene ambicije za ABA ligu. Prije svega moraju se u klubu dogovoriti kako će to izgledati u narednom periodu, dosta stvari riješiti, pa onda možemo razmišljati o nečem drugom. Jaz bi rekel, bega ali ne bega, v bistvu to so stvari, na katere trenerji in igralci pač nimamo nobenega vpliva. Mi se moramo koncentrirati zdaj samo na ta play-off, na te tekme, ki prihajajo. Kaj se bo pa zgodilo, pa nas mislim, da v tem trenutku ne sme niti kaj veliko zanimati. Mislim, da je Aleš to povedal, da so trener, pač gledam samo na naslednjo tekmo, na pripravo ekipo in to je moja naloga, kot tudi igralcev, da razmišljajo o igri sami. Pač naš cilj je narediti čim več, priti, če se le da do konca in potem, če bomo uspešni, so to sladke skrbi. Hvala. Imamo še kakšno vprašanje? Gospod Potočnik, koliko pritiska čutite, da po teh nekih toplo-hladnih igrah treba vrniti ta naslov v Ljubljano? Ta naslov se vrača v Ljubljano, mislim, da že 6 let, tako da to ni nič novega. Olimpija je klub, kjer pritisk vedno obstaja. Mi se pravimo z njim čim bolj spopadati, gledati vsako tekmo pač maksimalno. Dejstvo je, da ne igramo konstantno, kar bi bila želja, ampak verjamem, da zdaj, ker pač res gre na vse ali pa nič, da bomo prikazali res najboljše igre
ne nazadnje, kar se tiče celotne sezone in verjamem uspeh. Ali je kaj drugače zate, kot je že Draško povedal, kot pri Olimpiji se vse pričakuje, ti zdaj pri Olimpiji tudi veš, kako je tekmo zate, kaj drugače voditi ekipo v polfinalu zdaj, zato roba na tokrat se No, v bistvu s kjerkoli ekipo si, enkrat polfinala, to sem že omenil, skušaš narediti pač vse, da nasprotnika premaš, ne glede na renome oziroma kdo je nasprotnik. Ne čutim neke velike razlike, ali si na strani Olimpije, ali si na strani Laškega. V bistvu ambicije so vsakem, ne glede na vsakem klubu nekako določene mere izražene, tako da tudi Laškem se želimo igrati finale, tudi Laškem se želimo v končni fazi osvojiti naslov slovenskega prvaka. Zato smo skupaj celo sezono, zato smo trdo delali in to je v bistvu najbolj cilj vseh športnikov in vseh trenerov, ki se s tem ukvarjajo. Še kakšno vprašanje? Še par besed glede poškodb ekipa, kakšna situacija zdravstvena? Če mogoče vsak posebej, kje ste, kako ste? Kastrati po dvomesečnem premoru počasi prihajajo v trening. Drugih težav za zdaj nimam. Helios? Pa ja sam već sve rekao, mislim sam povedal kakva je situacija. Mi smo sa tim suženim rosterom takvim kakvim jesmo. Moji igralci su svi zdravi i željno pričakuju to polfinale. Pri nas je situacija načeloma taka kot na zadnjem srečanju. Prav načeloma so vsi pripravljeni za igro, razen Blaža Mišiška, ki počasi začenja s treningi, tudi košarkarskim in bolj bolj intenzivnim, tako da upam, da tako stanje, vsaj tako ostane do tega. Mogoče še kakšno vprašanje? Če ne pa prosim trenerji še za eno skupno fotografijo, a potem mogoče še ena na ena, če boste potrebovali.